Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Vam bom kar povedala, zadnje čase malo spremljam, kaj vse se na televiziji vrti in me kar srce boli, ko vidim, koliko se govori o nekih lepotnih posegih, pa baby botoksih, pa filerjih, pa ne vem kaj še vse in tudi kako dostopno to postaja za vse dejansko. In to je prav gotovo, kot bi se z mano strinjali številni klepetovi strokovnjaki in tudi strokovnjaki, ki prisegajo na naravo, na človeka in tako naprej. To je skregano na mnogih nivojih. Zato pa bomo danes govorili o rastlini, prav konkretno smo izbrali šisandro, ki dejansko velja kot nek sadež pomlajevanja. In nič, nobenih iglic ni, nič kaj takega, samo uživati je treba, vztrajati pa bomo imeli dolgoročne učinke. V svoji družbi pozdravim Jeleno, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Veliko je v sodobnem času izobraževanja o vseh teh tehnikah, metodah in normaliziranja tega. Zato sem danes rekla, moramo nujno govoriti o tem, ker posledice so, govorijo že o tem, preventivno je fajn iti na botoks, da ti pol ne bo tukaj treba, a to je živčni strup. Tako je, ker v bistvu dejansko, tudi če mi nekako izgledamo zunanje, urejeno, pa lepo, pa mladostno, je vprašanje, kaj se notranje dogaja in naenkrat tudi to ne bo dovolj, da se neki filamo od zunaj in da pol vzdržujemo na tak en plastičen način svojo lepoto. Ker ta ideal, ki ga nekako tudi mediji forsirajo veliko časa, zdaj že govorimo o 10 letih, pač naredijo nam tako napačno sliko o tem, kako naj bi mi izgledali, kako naj bi se počutili in to je nedosegljivo, ampak je dosegljivo nekaj drugega po naravni poti, ki je bolj zanesljivo in nam daje možnost, da res živimo zdravo, vitalno in to ne kratek čas na tej zemlji. Tako zanimivo mi je, recimo, prodajajo 1001 senčko za oči, da boš lepo zasijal, ko boš nekoga pogledal, a v bistvu, če narediš nek post, če narediš nek detoks, remont črevesja, malo oči ti tukaj sijajo, ne rabiš niti make-upa. Ja, res je, ker se to zelo hitro vidi. Pol to, kar se dogaja v našem telesu, če so tam stvari v nekem ravnovesju, takrat se to izžareva tudi od zunaj. V smislu tudi koža je lepša, več smo vitalni, v bistvu dejansko nimamo težave recimo z odvečno telesno težo in tako naprej. Dejansko se vidi, kaj se dogaja znotraj našega telesa, to se tudi odraža v zunanjosti, tudi kar se tiče same lepote, ker to ne sme biti cilj, ampak to je neka taka posledica našega načina življenja, kaj si izberemo, kaj na dnevni ravni počnemo, kaj naredimo za svoje samonegovanje. Ampak, če poslušam recimo, kaj ženske nasploh, kaj hočejo in kaj sprašujejo, kaj ne vzamem zato, da bom bolj suha, kaj ne vzamem zato, da bom imela lepe nohte pa zdrave lase, kaj ne vzamem, da bom imela lepšo kožo, pa kaj ne vzamem, da bom bolj mlada izgledala in da se mi gube ne bojo delala. In že ima ne vem koliko celo paleto enih izdelkov, ki so jih prodali ravno za ta namen, da zunanje nekaj štimaš pri sebi, da pol izgledaš tako, kot mora biti za ene naslovnice ali ne vem kaj. Pač to ni to. Je treba najti pravi pristop k življenju, ki ga bo živel in potem vse to, kar si mi želimo, dejansko pride, ampak res po naravni poti. Niti ne izgledamo tako plastično, ampak res izgledamo lepe tudi, ko se staramo. Hollywood in dejansko celotna ta LA družba opažam vendarle v zadnjih letih in sem ful navdušena na to, da spet prihaja v trend ta naraven izgled, ker te filerji, botoksi in tak naprej, kar zdaj k nam prihaja in se normalizira, je pri njih že pase. Ker če pogledaš, vse izgledajo isto. Ful narisane obrvi, našobljene ustence, račka in tiste dvignjene mačje oči. Vse iste. Ja, iste so. Vse so iste. Zdaj tako vprašanje, zdaj tudi tam se vedno sledi nekim trendom in zdaj, ko pogledamo, tudi trendi so nekako nakazuje na to, da je treba živeti bolj naravno, karkoli to pomenilo. Zdaj tudi ta izraz je dostikrat narobe uporabljen, kaj pa je sploh naravno, ampak stvar je v tem, stvar je tudi v našem počutju. Če se mi dobro počutimo, če smo res vitalni, če nismo skozi utrujeni, če dobro spimo, to so že neki znaki, da je z nami vse v redu in da tudi biokemija dobro deluje v našem telesu in da v bistvu
temu sledi recimo tudi lep izgled, zdrava koža in tako dalje, to, kar nekako povezujemo s tem. Zanimivo mi je, ko ženske pišejo oziroma, ko se pogovarjajo, pa to včasih imaš občutek, da jim je vendarle bolj pomemben, da bojo izgledale lepe, kakor pa da bojo dobro spale, pa da bojo šle kakat vsak dan, pa v pravem času. Se pravi, bolj je ta fasada v igri. Ja, samo ne more biti fasada vedno tako lepo narejena, če druge stvari znotraj nas ne funkcionirajo v redu. Pač to je nemogoče, ker nekaj časa bo mogoče trajalo, pa boš dobil ta vtis, ampak se bo hitro pokazalo, da nekaj ne štima. Tudi če ne bo prebava v redu, se bo pokazalo tudi recimo na energiji, pa ta energija se bo tudi odražala, tudi v tem lepotnem smislu bomo skozi utrujeni, ne bo dobre regeneracije, neki podočnjaki se bojo pojavili, mogoče izpuščaji na koži recimo in take zadeve, tako da tega ne moremo skrivati veliko časa. Torej, lahko si mogoče lepa, pa imaš dolge trepalnice, pa lepe nohte, pa našobljene ustnice, pa mačje oči, ampak to ti mislim, da nič ne pomaga, če slabo spiš, imaš migrene, glavobole, dejansko utrujenost, živiš na kavicah. No, do tega zavedanja počasi prihajamo. Torej, se strinjaš s tem mnenjem mnogih dejansko zdravnikov holističnih po svetu, ki pravijo, če želiš biti lepša, če želiš biti boljša, če želiš imeti lepšo kožo, če želiš biti bolj pomlojena in tako naprej, ukvarja se s črevesjem. Ja, to absolutno, ker tam je nekako ena osnova. Če tam stvari ne funkcionirajo dobro, potem se hitro ustvarja tako okolje, ki ni najbolj optimalno tudi za delovanje naših celic, ker se ustvari kislo okolje, v kislem okolju spet ni dosti kisika, ni dosti nutrientov, ne pride v celico, prihaja do sprememb na celični ravni in tako dalje. In pač tukaj je neka osnova, s katero vedno začnemo. In delamo tudi na čiščenju telesa, naših razstrupljevalnih organov, ker kaj nam pomeni, da tudi nekaj skozi dodajamo v svoje telo, če prav telo tega ne more izprocesirati, ali presežek, ne vem. Tudi če so kakšne naravne stvari, če spet presežek, pač bo obremenilo naše telo in ne bo dobrega delovanja. Vse nekako pravih mir, za ta ekvilibrium, dinamično ravnovesje. Danes sva izbrali šisandro. Šisandra je taka precej zanimiva rastlina. Jaz moram reči, da tole kar vsak dan uživam v različnih oblikah. Kaj nam lahko poveš o šisandri in kako je povezana z vsemi temi učinki, o katerih smo pravzaprav govorili? Ja, šisandra je dejansko rastlina, ki jaz mislim od začetka največ uporablja tradicionalna kitajska medicina pri tem naravnem zdravljenju in je v bistvu rastlina, ki jo rečemo rastlina 5 okusov, ker dejansko vsebuje vse okuse, sladko, slano, kislo, pekoče, grenko, ker vemo, da je tudi povezano z delovanjem naših organov, z vsemi našimi organi. In ravno pri šisandri me to fascinira, da nam ni treba preveč razmišljati. Tudi če je neko neravnovesje prisotno, ker govorimo o adaptogeni rastlini, pač bo uravnavala stvari s svojo modrostjo, bo dodala to, kako je treba dodajati, stimulirala bo določene stvari, ki jih je treba stimulirati v našem telesu, zelo dobro deluje ravno na tem, da nas pomlajuje, ampak v tej povezavi z antioksidativnim delovanjem, preprečevanjem poškodb na celični ravni, avtomatično to pomeni anti-aging medicina temelji ravno na tem. Ne govorimo tukaj o lepoti, to je spet stranski učinek, ampak o tem, kaj se dogaja v našem telesu. Telomeri. Stranski učinek je lepota. Tako, res je tako, ja. To je dejansko. Ja, to je to, kar mi dejansko rabimo. Poštimati neke stvari v svojem življenju. Pri šisandri so res ene posebne snovi, ki delujejo na tak način, da res podprejo naše telo. Šisandrini, šisandroli, tega ni niti v eni drugi rastlini, samo šisandra to vsebuje. Ampak hkrati je zelo pomembna tudi pri čiščenju, recimo pri podpori jetrom, ker vedno govorimo o nekih razstrupljevalnih kurah, pa to delamo, ne vem, tam spomladi, pa jeseni in tako naprej, ampak naše telo dejansko potrebuje celo leto osvobajati se od tistih toksičnih snovi, ker mi skozi živimo v toksični juhi in pač to je en tak nežen način, da tudi očistimo svoje telo, da sproti se pucajo tiste stvari, ampak hkrati dejansko v času recimo jeseni, zime, ko se začne s temi prehladi, gripe, kašalj. Jaz vedno priporočam šisandro, ko so kakršnekoli težave s pljuči in če je kašalj prisoten, ker neverjetno hiter pomiri kašalj. Res izjemno dobro deluje, ampak kot sem rekla, na vse tudi ostale organe, hkrati pa, če je tudi ta nespečnost, o kateri smo se pogovarjali, da pol ne spimo dobro,
tudi pri tem lahko pomaga, ampak hkrati ta prekrvavitev v telesu je veliko boljša in vemo, zakaj je to pomembno, da hranila, da kisik pride do naših celic, da se pol telo lažje razstruplja in Schisandra je tukaj, jaz mislim, številka 1, ker v bistvu pomaga, da je prekrvavitev v telesu maksimalna, tudi v tistih delih recimo telesa, ker ponavadi imamo težave, so kakšne okončine ali nekaj takega, pa tudi za kakšne kognitivne funkcije, spet v povezavi s pretokom krvi, ker vemo, da pol, če mikrocirkulacija ni dobra, lahko so glavoboli, lahko je pa slabši spomin, kar lahko pelje v kakšne bolj resne težave. Se torej da pomlajevati kar doma s Schisandro? Tako je, točno to. Ampak kot sem rekla, da dejansko pomlajevanje gre na celični ravni. Tega marsikdo ne razume, misli, da mora neki kreme dati na svoj obraz, anti-aging kreme, da si tudi popravi tiste nepravilnosti mogoče na koži, da si bolj zategne kožo, ampak na Kitajskem, od kjer sama Schisandra izhaja, je to pomlajevalni tonik. Uživanje Schisandre, redno uživanje, pač naredi to, da se zategne koža, da je bolj sijoče, da imamo več energije, da smo tako vitalni, da bolj mladostno izgledamo. Ampak ravno zaradi tega, ker se spremembe dogaja na celični ravni in tam se mora zgoditi. Ne od zunaj, ampak znotraj. Torej, ne bomo se pomlajevali z baby botoxom, recimo, ker zgleda zelo nedolžno, ne? Če pa baby botox, ne, pa se to lahko dojenčkom dajo, tukaj je naravno pa v redu, ne? Torej, ampak gremo dejansko s takimi super živili. Tako radi dajo ta imena, da kot recimo, ko rečejo biološka zdravila, to je ta princip, pa misliš, aha, dobro, to je nekaj naravnega v ozadju, pa je čist nekaj drugega. Tako da seveda, mi tle tudi v tvojih oddajah podpiramo tudi zdrav življenjski slog, se pravi, ne samo to, da bomo nekaj dodali, ampak hkrati bomo živeli čim bolj zdravo, tekočine treba piti dovolj, zdravo, polnovredno, predvsem rastlinsko hrano, se prilagajati recimo letnim časom, mogoče izvajati kakšne dihalne tehnike, se sproščati, čeprav tudi Schisandra vpliva na stresne odzive v telesu, ker vemo, da adaptogeni delujejo na tak način, da dejansko zmanjšujejo ta negativen stresni odziv v našem telesu, zmanjšajo negativen učinek recimo tistih stresnih hormonov in vemo, da je stres povezan ravno s tem, hitrejše staranje, pa tudi propadanje nekaterih organov in tako dalje. Tako da v bistvu nekaj teh postulatov zdravja je vsem treba integrirati v svoje življenje in če dodamo še take fenomenalne rastline, jaz mislim, da smo zmagali. Krasno. Evo, več o Schisandri si lahko tudi preberete v delu o Schisandri v priročniku Moč adaptogenov, ki vam je na voljo pod zavihkom brezplačno na klepetobkavi.si. Cel priročnik si lahko dol pogledate in da smo si na jasnem, tam notri so zapisane samo znanstveno potrjene trditve, torej nič ne čirole čarole, ampak dokazane znanstvene trditve in Schisandra je prav gotovo tista, ki pa je v bistvu primerna za vse tipe tudi, a ne? Tako je, res je, ker v tradicionalni kitajski medicini bolj gledajo neravnovesje organov, se pravi, če neko neravnovesje organov, potem to nekako zdravijo, to neravnovesje. Ampak pri Schisandri se gre za to, da uravnava celo telo, vključno z vsemi temi vitalnimi organi, kot rečemo jedra, ledvice, pljuča, srce, vranica. Tako da resnično deluje s to svojo modrostjo, adaptogenostjo, kar v praksi pomeni, da bo tudi uravnavala, stabilizirala delovanje imunskega sistema, tudi teh stresnih odzivov, kar konkretno pomeni, da bo omogočila, da boljše deluje, ne vem, in prebava, in hormonski sistem in tako naprej. Tako da to je poanta teh rastlin. Pri adaptogenih so v bistvu zelo redke rastline. Marsikdo misli, da to zdaj raste povsod, pa zdaj lahko imamo, ne vem, tudi to gojimo Schisandro doma, ampak to je nemogoče, ker to morajo biti rastline, ki živijo v takih pogojih, da razvijajo lastne snovi, ki ščitijo, ali so nizke temperature, ali so visoke temperature, ali so res težki pogoji za življenje in zaradi tega ta rastlina ima take zdravilne lastnosti. Ne moremo je gojiti doma, mora priti od nekje, zelo je pomembno, da pride iz tam, kjer niso onesnažena okolja, da je bolj divja rastlina, da resnično raste tam, kjer je njeno avtohtono področje in potem bomo dobili to vse, kar ona nam lahko da. Odlično. Danes torej govorimo o Schisandri. Schisandra je torej tista, ki tako močno podpre naše telo in evo, če vas zanima pomlajevanje, evo vam Schisandra je tista, ta boljša, ta
na ta prvem mestu in kot stranski učinek se bo pokazala lepota, dobro počutje in vse ostalo, torej za uravnovešanje. Meni je zelo prijetnega okusa, kot si rekla, 5 okusov, ne, ali uživam v steklenički tole ali kot del poliadaptogenske terapije in mislim, wow. Je kašen, glede na to, da si omenila pri prehladih in kašlu, bi bila kakšna omejitev tudi, če bi dal otrokom? Ja, načeloma tako priporočamo, da se daje odraslim osebam, ampak otrok, ki že je hrano, ki se že hrani, tudi se lahko v manjših količinah daje tudi otrokom, ker to je precej varna rastlina, ena med najvarnejšimi rastlinami, tistimi zdravilnimi, ki se sploh uporablja. Potencialno, vedno rečemo v času nosečnosti, kjer ne dosti raziskav, potem rečemo, da takrat ne, predvsem, ker ima eno tako majhno funkcijo, recimo tako delovanje, da povzroča majčken krčenje maternice, tako da v bistvu lahko bi jo tam na koncu nosečnosti lahko nekaj malo uporabljali, preden nastopi porod, ampak v času nosečnosti recimo, da je ne uporabljamo, sicer pa nekih stranskih učinkov hudih dejansko pri šisandri ni. Odlično. Raziščite šisandro, polagam vam na srce, sploh če želite narediti nekaj za pomlajevanje kot tašno, ki pa ne bi smelo torej prihajati z nekimi strategijami od zunaj na zunaj, ampak navznoter pa potem navzven.